And when you treat yourself right, I'm telling you, you become a totally different person. Kako se je začela tvoja zgodba? Prihajam iz takega okolja, ki je precej travmatično, alkoholizem je bil doma, zelo veliko nasilja in tako naprej. Tako da sem se zelo zgodaj odselila od doma, ne, pri 18, tako da se mi je marsikaj dogajalo, ne. Tako da zelo hitro sem bila v Italiji in sem tam živela 10 let, potem se je pač tam zgodilo pač nekaj, ne, imela sem pač takega partnerja, ki je bil pač tudi čustveno zelo pač nasilen do mene, ne, da sem bila potem pač nekako prisiljena po 10 letih življenja v Italiji, ker sem se vse ustvarila tam, zapustiti Italijo in se vrniti v Slovenijo, začeti iz ničle z ničemer. Zbudila sem se en dan, sem rekla, da je pa dosti, ne, treba vzeti življenje v svoje roke, tako ne gre naprej, nekaj moram narediti in sem šla v knjižnico, sem si pol enih knjig vzela. No, in tako sem začela nekako poglabljati svoje znanje o jogi tudi. Začela sem tako, okej, dajmo malo narediti plan, ne. In sem se vpisala, v bistvu sem naredila šolo, pa sem prvič v življenju v bistvu sploh spoznala, kaj to pomeni, ne, da se za nekaj potrudiš, pa da ti po nekaj uspe, a veš. To sploh nisem imela te povezave. Sem bila tudi nagrajena na 28 izpitov v 6 mesecih. In tako, v bistvu tako sem nekako začela povezati, okej, tole, če se jaz malo potrudim, mi tudi kaj rata, ne. In tako sem začela potem pač še več raziskovati, še več brati, pa sem se vpisala na faks, vmes se rodila, naredila tečaj za jogo, za nutricionistko, pa še en tečaj za jogo, nevrolingvistiko, astrologijo, pač vse, ne. Nekako to se je začelo najprej s prehrano, ker pač smo to, kar jemo, ne, in kar mi je potem joga še potrdila, ne. Pač vse se začne s telesom. Vse se začne s telesom. Kako delaš s svojim telesom, se izraža na vsakem nivoju tvojega življenja. Izraža se na tvoj čustven svet, izraža se na tvoj mentalni svet in tukaj se začne, potem od tukaj se gre na dih. Dih je most med telesom in umom, ne. Tako da definitivno se gre preko telesa, potem se gre na dih, iz diha se gre na mental. Potem, ko umirimo vse te faktorje moteče, potem lahko slišimo svojo dušo. 2-3 nasveta glede prehrane in tudi glede diha, mogoče kako vaje. Najboljša stvar, kar jo lahko naredimo kot prvi korak, a ne, da poskušamo čim več izločiti vsega, kar je predelano, ne. Prav poskušamo izločiti vse te stvari, a veš, ke vemo, ne, da so predelane, pa se poskušamo čim več vrniti k naravi. Čim več raznolikosti v prehrani, čim več sadja in zelenjave, itak. V bistvu jaz osebno zelo zagovarjam postenje, a ne, post. Jaz imam enkrat na teden ali pa enkrat na 2 tedna, zdaj, ko treniram malo več z utežmi, moram malo več jesti, ne. Imam post, ke en dan pač nič ne jem, ne. Pač to pomeni čisto nič. In ta dan, takrat človek vidi, kako se ti povečajo kognitivne sposobnosti, kako tvoja glava bolj dela, ke misliš, da ne bo, pa ful bolj dela. Zato, ker enostavno telo ni nenehno obremenjeno s tem, da mora nekaj presnavljati. Pač to gre ful energije za to. In takoj, ko nekaj poješ, gre vsa energija v to, ker to hrano je treba predelati, ker če ne, bojo toksini nastali. Tako da to, da se omejimo na manj obrokov, probamo čim bolj naravno, probamo se disciplinirati, a ne, da imamo, ne vem, enkrat na teden post, ali pa vsaj, ne vem, da imamo vsaj 12 ali pa 14 ur na dan, da ne jemo nič, ne. Da se lahko telo res obnovi, renovira. Kar se tiče diha, zelo enostavno, ena ful dobra vaja, recimo, ne, če imamo tremo, če smo v stresu, da se lahko umirimo. Zelo preprosta vaja, Samavriti pranajama oziroma izenačen dih, lahko je štirikotna ali pa zgolj vdih in izdih, kar pomeni, da si najdemo neki ritem diha, ki je nam udoben, torej štejemo, ne vem, do 4 ali mogoče kasneje, ko imamo malo boljšo kapaciteto pljuč, 5 ali 6, a ne. Štejemo ob vdihu, 1, 2, 3, 4, izdih, 2, 3, 4. Lahko pa zraven vključimo še zadrževanje diha s polnimi pljuči in pa zadrževanje diha s praznimi pljuči, a ne. Takrat, če vidimo, da nam je to udobno, ful je treba malo pogledati individualno, ne. Kakšen je bil tvoj stik z zakonom privlačnosti in z energijo, z vesoljem? Nenehno nekaj privlačimo, nenehno manifestiramo, ne. Spet pa ne verjamem v to pop kulturo spiritualno. Privlačimo to, kar smo,
v celoti. In mi nismo samo energija, nismo samo misli, nismo samo čustva. Da nekaj dosežemo, moramo nekaj tudi fizično premakniti. To jaz verjamem. A zakaj moramo delati toliko na mentalu? Zakaj verjamem, afirmacije treba delati, vizualizacije, vse to? Ne zato, ker bo zdaj pa samo od sebe to privleklo nek tebi, ne? Ampak zato, da se ti postaviš v tisti mindset, da greš v akcijo potem, ne vem, da dobiš inspiracijo, da dobiš motivacijo. Delati moramo na dvigovanju svoje osnovne vibracije, na kateri mi vibriramo večino časa. Če hočemo dvigati to svojo neko osnovo, je spet treba delati celostno. Treba delati na telesu. Naše telo ustvarja neko vibracijo, ne? Če ti ješ slabo hrano, bo to slaba vibracija. Če se ne gibaš, telo rabi gibanje, ne bo pretočnosti, a ne, se vse upočasni. Se pravi, da nekako peljemo ta satvičen način življenja, to pomeni nekako čisto, ne, duhovni način življenja, to je od prehrane do gibanja, do vsega. Do misli, do dejanj, a ne, da ga probamo, kolikor se da, vključiti v svoje življenje in na tak način si potem dvigujemo vibracije. Kaj pa zate sreča? Pa ful enih stvari. Mislim, jaz lahko rečem, da sem srečna. Imam vedno en cel kup stresa, ampak jaz mislim, da sreča je to, ko si svoboden biti to, kar si. Ko se počutiš dobro v svoji koži s tem, kar si kot človek, pa ne glede na to, da mogoče drugi te ne vidijo tako, ker ti je vseeno, ker ti veš, ne. Kako misliš, kaj je smisel življenja? Smisel življenja je to, da najdeš, kdo si, in da probaš čim bolj skladno s tem živeti.